Dober dan, jaz vas lepo pozdravljam v imenu Slovenske matice. Veseli me, da smo se tukaj zbrali na še enem od predavanj, ki jih organizira Naravoslovno-tehniški odsek pod vodstvom profesorja dr. Jerneja Pavšiča. Današnje predavanje z naslovom, ki ga lahko tukaj gor preberete, bo imel dr. Miloš Bavec, direktor Geološkega zavoda Slovenije. Zdaj pa se mi zdi, da mogoče glede na to, da je to geološko področje, da bo pa dr. Pavšič bolj suvereno še kaj več predstavil in povedal, tako da po mojem najbolj da kar vi prevzamete zdaj besedo. Hvala lepa. Ja, tudi jaz pozdravljam vse navzoče, predvsem tudi našo geološko publiko. Tako da o dr. Bavcu ne bi kaj govoril, ker ga vsi dobro poznate, njegovo strokovno delo, da se je v začetku ukvarjal s plestoceno, s poledenitvami v Soški dolini, kasneje pa tudi z površinskimi pojavi na zemljenem površju, kot so plazovi, potem podori, masni tokovi. No, mogoče malo manj poznamo njegovo tako poljudno dejavnost. Velikokrat smo ga slišali v programih radia, da je razlagal poljudno v zelo takih odmevnih oddajah o geologiji, ki je napisal tudi eno knjižico Zgodbe iz podzemlja, geologija za vse otroke. To je še dobita knjižica najbrž. Verjetno je razprodana. Potem lahko natisnem, toliko bi jaz povedal, zdaj pa kar prepuščam kolegu besedo. Najlepša hvala. Najlepša hvala za povabilo. Jaz sem prav počaščen, da imam možnost v Slovenski matici predavati. Ob tem imam pa malo mešane občutke pred začetkom, ker ugotavljam, da je publika danes zelo geološka in sem kar nekaj trenja razvil, ker sem pričakoval malo manj geološko izobraženo in manj pronicljivo publiko, tako da se vam naprej upravičujem, če bo malo preveč enostavna kakšna tema obdelana. Ampak lahko gremo v globino v kakšnem pogovoru, kasneje pa sem prepričan, da tukaj pravzaprav vsak iz publike ima na vsak delček tega mojega današnjega predavanja kaj za dodati. Torej, jaz sem se želel sprehoditi danes skozi geologijo, koncepte geologije danes in še bolj kot koncepte pa uporabnost in uporabo le-tega. Podatkov, znanja, pa tudi za neuporabo tega znanja, s katerim se soočamo v našem vsakdanjem delu in življenju. Mimogrede, profesor Pavšič je omenil mojo otroško knjigo Zgodbe iz podzemlja. Že takrat sem imel na zadrego s tem imenom, ker podzemlje pomeni tudi marsikaj drugega pri nas, pravzaprav povsod po svetu. Nekaj časa že uporabljamo tole besedo podpovršje, ki pa tudi je vedno rdeče podčrtana in najbolj še neobstoječa. Tako da če imam kdo kakšen dober namik o tem, ali boš podzemlje ali podpovršje kot prevod za subsurface, se priporočam. Je pa seveda geologija veda, ki se ne ukvarja samo s podpovršjem, ampak tudi s površjem. Začel bom pa s tem, recimo temu, mogoče ne čist začetnim delom geologije. Geologija je en skupek enih naravoslovnih ved, ki je svojo pot šla skozi prepoznavanje nastanka zemlje, obstoja zemlje, njenih fizičnih lastnosti, pa potem šla počasi proti uporabi njenih virov in gre danes čedalje bolj v varovanje tega planeta, ki ga preiskuje, pa tudi čedalje bolj v napovedovanje prihodnosti. Kako se že sliši ta beseda heretična, ampak nekaj se pa že ve o prihodnosti. Nenazadnje tudi s klimo se ukvarjamo v dobršni meri, paleoklimo in bodočo klimo v dobršni meri za to, kar so stroke okrog geologije počele v preteklosti z arhivi iz geološke preteklosti. Torej, kaj nam ponuja v tem primarnem smislu zemljeno podpovršje? Surovine, recimo rudarstvo, rudnine, energetske surovine, podzemno vodo, pitno in termalno, toploto,
In tisto, kar je morda v zadnjih nekaj letih, desetletjih še bolj očitno, prostor. Prostor za razvoj. In ta prostor se počasi začel polniti. Jaz sem tukaj napisal gneča, ni še gneča. Prihaja pa že do konfliktov, do kolizij interesov v podzemlju in na to smo bolj ali manj pripravljeni. Jaz pa pričakujem, da nas čakajo še kakšna presenečenja v ne tako daljni prihodnosti z gnečo v podzemlju. Tehnološko je pravzaprav gremo zdaj v podzemlju zlahka. Tukaj sledimo en koncept, jaz sem si ga tako z veseljem zapomnil iz filma Črni maček, Beli mačkon, ker pravi, eden sicer v nekem drugi stvari, ampak to zelo, zelo drži za razvoj in gradbeništvo in način, kako posegamo mi zdaj v svet. Če imamo problem, ki ga ne moremo rešiti z denarjem, ga lahko vedno rešimo z več denarja. Tako deluje gradbeništvo, tako deluje naš vdor v podzemlje in pravzaprav je samo še stvar ekonomike v veliko primerih. Ko govorimo seveda zgornjih tistih nekih metrih, 10 metrih, 100 metrih zemljine skorje, ko obvladujemo, seveda vsi veste, da mi ne obvladujemo skoraj. Tako rekoč nič našega planeta, obvladujemo samo nekaj zgornjih metrov. Seveda je tudi v ospredje pri tem uporabi vse bolj sestopa etična vprašanja, vprašanja upravna. Pri teh etičnih seveda bomo problem, da so velikrat navidezna, da pravzaprav so neka maska, v resnici pa zadaj ni prav velika etika, ampak zadeva poganja kapital. In tako zadevo usmerjati samo znanje. Poznati moramo 3D prostor, imeti vanj pogled in ga uporabljati pri našem prostorskem načrtovanju. Kakšna je realnost, kot sem že rekel, pohled. Tisti, pravi posel, verjetno razen finančnega, je v svetovnem merilu predvsem primarna industrija. Rudarstvo, predelovalna industrija, ta primarna, tam se velike stvari odvijajo, mogoče gotovo sem kakšen del še spustil, ali pa mogoče malo precenil, ampak tukaj je pohled največji in interesi so največji. In pohlepa, to smo se naučili skozi zgodovino, ne bomo znali kontrolirati tako. Lahko pa damo več znanja in zmanjšamo nevednost. To dokazano pomaga. Torej, kako deluje biologija, kako želi pomagati družbi z nevednostmi, pomagati pri usmeritvah, rabimo podatke, tukaj smo biologi precej omejeni, ali pa geoznanosti, da ne bom zdaj geoznanosti, ker smo zelo omejeni samo na skorjo zemeljsko, na nekaj metrov in kot se bo potem kasneje izkazalo, še teh nekaj malo podatkov iz zgornjih nekih metrov en pred drugim spretno skrivamo, včasih iz neznanega razloga. Smo pa prisiljeni, si tudi želimo to v družbi dajati in zato smo prisiljeni uporabljati znanstvene metode, da tudi iz teh omejene količine podatkov lahko naredimo neke interpretacije, ki so koristne, so uporabne in nezavajajoče. In kot nek sinonim tega znanja biologi uporabljamo besedo biološka karta. Razumemo nekoliko različno od tega, da je to kos papirja, ki predstavlja v nekem določenem merilu zemljino površje z nekimi lastnostmi, do tridimenzionalnega modela, do neke malce bolj moderne besede danes, ki se prijema tudi pri nas na digitalni dvojček, ki ne velja, da se ne uporablja samo v geoznanosti, ali pa se sploh ne, mislim, da izhaja bolj iz medicine. Ampak kakorkoli, mi si želimo imeti enkrat v prihodnosti, čez milijon let, popoln model Zemlje, v katerem bomo imeli v tridimenzionalnem prostoru vse podatke in interpretacije zbrane in bomo lahko veselo uporabljali in z njimi služiti svojemu namenu. In tisto, kar je še pomembno, je dosegljivost, kar ni kot trivialno vprašanje. Sploh, ko se povezuje znanost, industrija, stroka, šolstvo,
posamezni segmenti družbe radi kakšne informacije en pred drugim skrivajo. Predvsem je k temu seveda najdena industrija. Ena taka floskula, ki je ilustrativna, pa mogoče ne drži čist, je vse, kar ne zraste, imamo rudariti, moramo poiskati zemlje skoraj. Nič ne dobimo skoraj razen tistih nekih meteoritov iz vesolja, pa kakšnih izotopov, kaj prahu. Kar nam biosfera ponudi, to seveda z veseljem izkoriščamo. Na srečo je vsaj na energetskem delu se kaže neka zelena luč, neka luč, da z nekim pametnim načrtovanjem in rabo ne fosilnih ali pa ne geogenih virov lahko kaj dosežemo v prihodnosti. Tukaj je kar neka resna perspektiva, že danes vidna. Pri drugih virih, pri mineralnih surovinah so pa obeti bolj pični. Prišli smo seveda z uvozom iz tretjih držav, skozi celo zgodovino. Zahod je na tem zgrajen, zelo uspešnem uvažanju materiala iz tretjega sveta, ki pa seveda na drugi strani ima zelo temno plat, ki se mu eno dobro reklo kolonializem, še malo nazaj še kaj drugega. Danes ne vem točno, kakšna imena se za to uporabljajo, ampak principi so precej podobni. Izkoriščati nek svet nekje druge in z njim zagotavljati si blagostanje doma. Zato je tudi Evropska unija zelo močno se že v prejšnji perspektivi in v zdajšnji usmerila proti samooskrbi, v to vlaga znatna sredstva. Uspeh je tak, kot je. Jaz se bojim, da dolgoročno brez zmanjševanja porabe v zahodnem svetu ne bomo mogli zagotoviti surovin za svoje blagostanje, kot ga imamo danes in kot si ga predstavljamo tudi v prihodnosti. Torej bomo morali tudi na strani porabe zelo veliko narediti. Pa vsaj mačkem aktualnosti, nesrečna Ukrajina, zelo verjetno ta trenutek spopadi tam, ki niso povezani z naravnimi viri, neposredno. Zagotovo pa je njena turbulentna in v dobršni meri nesrečna zgodovina povezana prav s tem. Jaz moram celega sveta nisem prepotoval, ampak take razlike med kontrasta v življenju nisem videl kot v Kijevu. Tisto neskončno bogatstvo, masovno, na eni strani in neskončna revščina, na drugi strani ulice, res tako ekstremni obliki, jaz tega še nisem videl. In to je narovaš, seveda delno narovaš tega, da je Ukrajina žitnica in še več od tega na svoji površini, ampak pod površjem pa skriva pravzaprav neskončno bogatstvo, ki so razdeljena v ekstremno majhni populaciji na ekstremno inovativni način. Te številke so približno aktualne, ampak vidite, številke so gromozanske. Če ena država zagotavlja 5% galija, 7% skandija, ki so za tako iskanje materijali, to so majhne proizvodnje v svetovnem merilu. In če od tega odštejemo Kitajsko, ki se jo pravzaprav bojimo, vidimo, da v ostalem svetu tako rekoč so tam nekje med prevladujočimi dobavitelji. Železa 3%, so gromozanske količine, urana med procentom in dvemi. Da ne govorimo o zalogah. Liti je najverjetneje največje zaloge na širšem evropskem prostoru, oziroma kar je prepoznanega danes so največji. Titan, uran in tako naprej. Tudi ogljikov. Jaz bom danes malo tudi potarnal o tem, kako pri nas stvari niso idealno urejene. Imamo pa eno reč, ki je urejena tako rekoč idealno. To je naša rudarska knjiga. To je, ki se uporablja tudi kot primer dobre ureditve celo v Evropi. Tukaj
imamo seveda veliko srečo, da imamo eno gromozansko znanje za seboj mnogih generacij, ki so z mineralnim surovinom v Sloveniji ukvarjale. In ob tem malo nesreče, da je pravzaprav tista prava proizvodnja v tem sektorju končana, stroka pa obstaja, ne? In se usmerila v resnično kakovostno delo na tem segmentu, ki nam je ostal in ki ga tudi moram reči, kar obilno izvažamo, ne samo na jugu, v jugovzhodno Evropo, ampak tudi drugod po Evropi. In samo en pregled, torej mi rodišč in rudnih pojavov imamo. In zgodovino rudarjenja, tudi kovinskih mineralnih surovin, precej bogato, od tistih najstarejših začetkov, ki mi sedimo v etnologiji, pa do nekaj let nazaj. Imeli smo najstarejši rudni žulj, ki so bila svet in tako naprej. Danes je rudarjenja kovinskih mineralnih surovin ni več, brez izjeme, vse zaprto. Danes so koncesije podeljene, jaz mislim, da ni ravno, to izhaja vsako leto, danes mi zdaj 2017 sliko. Ampak slika ni bistveno drugačna. Danes rudarimo, se ukvarjamo s pridobivanjem nekovinskih mineralnih surovin, prodov, peskov, tehničnega kamna, rezanega kamna. Imamo, mislim, samo še eno koncesijo za en aktivno pridobivalni prostor za premog in ravno kar usihajočo koncesijo za raziskave ogljikovodikov v skrajni severovzhodni Sloveniji. Tisto, kar tudi dobro obvladujemo, najverjetneje zato, ker pač imamo zelo močno stroko, z dolgo tradicijo na tem področju, je hidrogeologija, podzemne vode, pitna voda. V enem delu pa tudi zato, ker gre za geološke pojave, ker je pitna voda načeloma po svoji naravi, tista, ki jo izkoriščamo, vezana na sorazmerno plitve plasti zemljine skorje, lažje dosegljive in čisto iz naših družbenih, ekonomskih razlogov bolj raziskane kot kakšen drug del našega planeta. In iz tega, ravno iz hidrogeologije, zdaj malo preskakujem naprej, enega najboljših primerov trenutno v Sloveniji narejenih, ki bi mu rekli bližanje digitalnemu odbojčku. Uspeli smo tisto, kar nam zelo manjka, dobro biološko karto, dobro biološki model za en mečkin košček Slovenije narediti, kjer se črpa vodo, to je Iški vršaj na južnem podronki Barja. In tukaj smo nekako sestavili znanje, vsa geološka znanja, vse podatke, vse interpretacije, ki v tem prostoru imamo, eni precej veliki ekipi, in naredili en model, ki seveda tako, to je samo predstavitev grafična, ena od mnogih, ampak bistvo tega modela je, da lahko gremo vanga in iz njega vzamemo podatke o posamezni točki v 3D prostoru z nekaj določeno natančnosti. Dobri smo tudi v Sloveniji v sorazmerno dobri, v varovanju vodnih virov, na stroki, ki stoji zadnje. To vprašanje je prebilo tisti težko premagljiv odpor, nek konflikt med uporabniki prostora in strokovnjaki, ki se ukvarjajo s trajnostnim konceptom, kako s tem prostorom upravljati, ki mora upoštevati na eni strani naravovarstvene vidike in na drugi strani seveda tudi to, da ljudje na tem prostoru živijo. Nesmiselno je odgovarjati na vprašanje, ali nek poseg v prostor vpliva na prostor ali znižuje kakovost življenja ali ne. Načeloma ja, vsak poseg v prostor ima nek določen vpliv na naravno okolje. Tisto, za kar je poklicana stroka, je, da najde ravnotežje med trajnostnim poseganjem v prostor z nečim, kar je reverzibilno in kar ne obremenjuje preveč naše narave in razvoja. Mineralne in termalne vode, zdaj gremo proti coni, ki to vemo že čedalje meni. Mineralne in termalne vode so načeloma nekoliko globje. Slovenija je preiskana geološko v globino zelo, zelo slabo.
ker nismo imeli zelo obširnih raziskav za ogljikovodike, ki prenesejo globlja vrtanja finančno in so bila omejena skoraj samo na severovzhodno Slovenijo, imamo izjemno redke vrtine, ki presegajo globino tam nekaj 100, morda 1000 metrov, maksimumi so pa tam 3000, nekaj več, no, v severovzhodni Sloveniji. Se pravi, mi prostora pod kilometrom tako rekoč v Sloveniji ne poznamo. Zelo redki izjemi. Moramo ga pa znati interpretirati, da lahko nekatere procese v naravi razumemo, recimo potrese, kako je nekaj več govoril kasneje. Mineralne in termalne vode, tiste, ki izvira dobro poznamo, sorazmerno dobro z njimi upravljamo, imamo pa z njimi en velik problem, ki se mu reče po domače rudarjenje geotermalnih vodonosnikov. In sicer naš najbolj bogat geotermalni vodonosnik v severovzhodni Sloveniji kar resno rudarimo, kaj to pomeni, znižujemo nivo podzemne vode v prepustnih plasteh, kjer je doma. Ni to ravno jezero, kot bi bilo čez tega zgledali, ampak pač to je goba, polna voda, ne? In čez njo preveč izčrpno črpamo navzgor vodo in jo navračamo nazaj, tlaki znižujejo, oziroma se nivoji znižujejo, enkrat bomo prišli do točke, ko te vode ne bomo mogli več izkoriščati. Zato je ne samo dogovorjeno pravilo, ampak tudi uredbeno in že urejeno, zakonodajno pri nas, da je treba v teh vodonosnikih, ki imajo težave s svojo samoohranitvijo, vodo vračati v trenutno žal, mislim, da deluje samo ena reinjekcijska vrtina v Sloveniji. Resnično deluje. Reinjekcija pomeni, črpamo vodo toplo, izrabimo toploto in jo vrnemo na pravem mestu, na prav način nazaj v vodonosnik. Toplota je naš vir. Toplota in po novem nekaj novejše spoznanje, uporabno spoznanje je tudi hlad. Zemlja je vir toplote in hladu, ki jo lahko uporabljamo sorazmerno enostavno in precej trajnostno na pravzaprav povsod na zemlji. Slovenija tukaj ni izjema. Tukaj imam tri slike, eno na 100 metrih, to pomeni, to je toplota pri nas, ali temperatura, ki jo lahko pričakujemo približno na 100 metrih, ki nam že zdaj je zanimivo, zato ker tam nekje segajo naše privatne toplotne črpalke oziroma geosonde. To je na nivoju zasebne rabe neka številka, ki je približno tam nekje. Potem druga je 1000 metrov, ker so temperature više. Zakaj 1000? 1000 je neka številka, ki je sorazmerno enostavno dosegljiva z vrtalnimi deli in lahko izkoriščamo to toploto oziroma to energijo za ogrevanje nekih večjih prostorov, morda celo balneologijo, za gojenje zelenjave, prenese, že nekaj bolj industrijskega, recimo. Tukaj je pa temperatura na globini 2000 metrov pa morda zanimiva zato, pa je mogoče manjše razočaranje za kakšne investitorje v Sloveniji, no? Pa tudi na 3000 metrih. Zato, ker to so pa globine, na katerih pričakovali temperature, s katerih lahko proizvajamo geotermalno elektriko. Tukaj tehnologija omogoča že, tudi v naših fizičnih pogojih, proizvodnjo elektrike, ne? Ni pa še ta trenutek tako enostavno to, da bi bilo ekonomsko upravičeno, ne? Je pa verjetno smer že začrtana, da bo tudi to možno. Nimamo pa ravno idealnih pogojev. So pa že neke investicije, se pripravljajo na to temo, čisto konkretne. Potem naš naslednji vir so ogljikovodiki v severovzhodni Sloveniji. Zdaj, to sem predvsem zato dal tole sliko gor, ker je bila razprava o
hidravličnem lomljenju, precej vroča in precej asimetrična. No. Končala se je s prepovedjo hidravličnega lomljenja za pridobivanje ogljikovodikov sicer. Vprašanje, če je bila taka prepoved čist smiselna in čist potrebna. No. Pač v razpravi ste se soočila dva koncepta, ki ne greste skupaj, ne. Soočali smo tako imenovani visokovolumski fracking, ki se izvaja predvsem v ZDA, v Severni Evropi, v Kanadi in je popolnoma neprimerljiv po svojem obsegu s tem, kar so želeli početi v Sloveniji, v Petišovcih in kar so mimogrede počeli od samega začetka izrabe plina in nafte v severovzhodni Sloveniji. Gre samo za vprašanje volumnov materialov, ki se uporabljajo. Ampak to niti ni zdaj ta trenutek tema pomembna. Kaj še imamo tam okrog Petišovcev? Tam okrog 100.000 ton nafte, tam v zgornjem delu, tam, kjer je bil čist prvi plin izčrpan. Okrog 0,5 milijarde kubikov plina v tistem območju. S tem pozor mi porabimo na leto kako milijardo plus minus v Sloveniji. Ne. Se pravi, te zaloge, ne govorimo o Petišovcih, ki bi reševali energetsko situacijo v Sloveniji. Je pa nekaj več na širšem območju, so ocene, da je zalog še za 4 milijarde kubikov. Tisto, kar pa morda bolj zanimivo ta trenutek in mogoče bolj aktualno je pa, da imamo v tem prostoru potencial za skladiščenje CO2-ja, tam sicer imamo proizvodnje, tako da ne vem, kaj bi točno z njim, ampak je potencial. Tisto, kar je pa bolj primerljivo in nenavadno, da mi nimamo, je pa potencial za skladiščenje zemeljskega plina. Zemeljski plin bo še nekaj časa med nami, imamo pomemben energent in za razliko od pravzaprav vseh držav iz tega našega radija, iz tega našega sveta, mi skladišča ni, smo odvisni od tujih zemeljskih. No, zdaj pa grem proti 3D prostorskemu načrtovanju. Metropolis, Fritz Lang, leta 1927, takrat, ko so se gradili Manhattan, velika mesta po ZDA in po Ameriki, takrat je bila vizija, da bo šlo vse gor, da se bo razvoj selil v nebotičnike, da bo promet se dvignil nad nivo zemlje, da bodo letala po mestih časa. Trenutno, vsi so nekaj manjški aviončki, ki jih delajo tam Ajdovščini, ki so še malo bolj gibljivi, neki mali helikopterčki so. Ampak ne kaže, da je zrak tisti, ki bo medij, v katerega se bomo širili. Zelo jasno je, da tisti prvi cilj je zdaj ta trenutek podzemlje, pod površjem. Tole pogled od spodaj na Lozano. Ta trenutek. Nastal je v času razvijanja projekta Swiss Souterrain, ki povezuje, mislim, da bo v naslednjih 10 letih šel v gradnjo, in sicer nameravajo Švicarji povezati nekaj njihovih večjih mest z eno avtomatizirano železnico, ki bo namenjena ne kargo transportu, se pravi dostavi materijala med mesti in med končnimi uporabniki, tako je pač en genialni koncept. Torej ne za tranzit, ne za to, kar običajno spravljamo za ta trenutek, kamor običajno spravljamo ta trenutek pometam, že dejansko za to dnevni transport. Zelo zanimivo. In seveda, ker Švicarji delajo to dolgoročno, je Švicarski geološki zavod dobil, ne bom povedal, veliko milijonov denarja, da naredi 3D model pod površja, ki vsebuje tudi plane gradnje, plane razvoja podzemlja. To je bila Lozana včeraj, to je Lozana z planiranimi podzemnimi zgradbami in geotermalnimi polji. Seveda pa to ni dovolj, to treba zdaj
pametna gradnja upošteva geološke pogoje, ki nas čakajo brez tega, kar smo mi že naredili v prostoru. Zato so noter postavili vse vrtine, vse geofizikalne profile, ki jih imajo narejene, in prišli do tega, kar je ta trenutek za nas, za geologe in taka velikanska želja, da bi imeli ogromen paket Lego kock in iz njega sestavili 3D model, ki v vseh smereh drži. Seveda ta 3D model niso samo Lego kocke, te Lego kocke imajo vse informacije, ki jih lahko potegnemo, kaj pomeni ta barva, kakšna je poroznost, kakšna je vodopropustnost in tako naprej. No, tako je bil potem, ko vse to skupaj sestavljeno in zmodelirano, se da seveda precej bolje načrtovati gradnjo. In tukaj grejo prihranki, bomo kasneje o tem, v neskončni številki, v gromozanski številki. Zdaj bom začel malo tam. Bom dal, kje smo v Sloveniji. Najprej nekaj izhodišč. V Sloveniji ne more biti lastnik zemlje. Imamo last na površini, oziroma lastnino pod zemljo, pa ne moreš postati lastnik, lahko postaneš koncesionar. Družba si bo država, ti daje lahko pravico, da na nek določen način, po določenih pogojev uporabljaš to podpovršje za svoje delo, za svojo industrijo, za svoj razvoj. Ampak ko ti ta poteče, si moraš to pospraviti stran. To je zelo pomembno, to ni povsod tako. To je ena od vrednot, ki jo moramo verjetno varovati vse tako, pa še bolj kot to, da lahko se pozorno sprehajamo in nabiramo vodo. Ne glede na to, če so naše. Torej, delamo pravzaprav vse. V Sloveniji je naša stroka ali pa naše stroke, ki se ukvarjajo s tem, so popolnoma normalno razvite, mednarodno primerljive, dela se vse. Sodelujemo pri upravljanju z naravnimi viri, pri varovanju okolja, pri načrtovanju infrastrukture, spremljavi gradnje, prostorskem načrtovanju. Povsod vsaka stroka se vidi svojo vlogo kot premalo cenjeno, tudi naša je premalo cenjena povsod tukaj, ampak imamo nekaj prostora in poskušamo si ga povečati in biti tukaj vplivnejši, bolj slišan. Ampak kje se ne dotakne? Ne zbiramo podatkov, ne spravljamo jih na kup. Sosed zvrta vrtino in nemogoče je, da bi po neki formalni poti prišli do tega podatka, kaj je on do svoje vrtine zvrta. Predvsem to ni javno, ni sistemsko urejeno. Predvsem pa ni kulture tega. S tem se ukvarjamo že kar veliko let, mnogi, in ugotavljamo nekaj, da pravzaprav ni pravega razloga za to. Razlogi se vlečejo kot nek mitološki strah pred nečim, kar ne obstaja. Pred nečim, da bo nekdo mi nekaj ukradel, ki izvira morda iz držav, ki močno izrazito živijo od izkoriščanja mineralnih surovin in koncesij, in ker tam gre za poslovne dogovore in poslovne skrivnosti, ki pravzaprav tukaj pri nas ni. Ali pa so zelo izjemne in bi jih lahko kot izjemo obravnavali. Seveda spet Švica je urejena, Nizozemska absolutno, Nizozemska ima seveda tudi to prednost, da njihova geologija zelo enostavna in je zlahka v vseh možnih dimenzijah predstavljati. Tole je najbolj žalostnih slik za našo stroko, no. To je analiza Evropskih geoloških zavodov, kakšen odstotek površja z posamezne države je pokrito z detaljno geološko karto. Ne vem škoda, da ni Afrike zraven, ker verjetno bi bili potem primerljivi. V Evropi pa nismo primerljivi. Primerljivi smo s Hrvaško, ker še to, zato ker so oni takrat, ko se ankete delajo, malo skrivali, da delajo, pravzaprav malo karto mi je pa ne delajo. To je pač žalostno stanje, ki ima pa eno dobro lastnost, da je lahko samo boljše. In tukaj je precej velikih obetov.
kaj se zgodi s temi podatki? Končajo, če nekdo nekaj raziskuje, končajo pri investitorjih in pri izvajalcih. In sprav predal in jih čisti pravzaprav njemu neznanih razlogov ponovadi ne želijo. V nekaterih primerih, ko so investitorji državne institucije, končajo vsaj na ministrstvih. Ampak ne boste verjeli, včasih tam zelo težko dobiti te podatke. Pa ne samo zaradi počasnosti ali pa nezainteresiranosti, ampak zaradi nekega prav strahu, kaj pa če mogoče mi ne bi smeli dati tega na zanimivo stanje. Spet bomo tukaj eno dober primer, kako deluje pa rudarska javna služba. Tukaj se podatki zbirajo in jih je mogoče dobiti, ampak pod določenimi pogoji, ker je tukaj pa za industrijsko, za povezavo z industrijo imajo kakšni koncesionarji možnost do neke mere zadrževati. Ampak podatki so zbrani centralno. Kaj je rezultat? Znova raziskujemo, porabljamo denar, čas in delamo slabše izdelke. Ne mi kot raziskovalci biologi, za nas je to super. Jaz se tudi bojim, da je to zaviranje ureditve do neke mere iz biološke scene izvira, ker je pravzaprav, pa jaz mislim, da nikoga tukaj na bolj zasebniški, ker je pač vsakič znova vrtati pomeni vrteti stroje in vrteti denar. Tolerabno, za vsak poseg v podpovršje, za neko načrtovanje, za neko gradnjo. Ravno ljudi, orodja, dober proces in podatki. Potem se lahko nečesa lotimo. Kaj je pri nas? Pri nas imamo samo podatke, ki smo jih izbrali ponovadi. Samo podatke, ki smo jih izbrali znotraj tega konkretnega projekta. Vse, na čemer bi morali temeljiti iz arhiva, je nedostopno ali težko dostopno. Malo mogoče pretiravamo, vsem se do marsičesa se da priti, ampak nimamo sistemskega načina za to. Vprašanje, ali se splača, seveda se splača. Zanimive so ocene te enosi, prav Nizozemski biološki zavod je svojo oblast, tam je zdaj kralja kravice, dopisuje kravice. So dobili nov zakon na podlagi analize, cost-benefit analize, ki niso delali biologi, ampak en ekonomski inštitut, ki je pokazal, da se 10-milijonski vložek v biološke podatke, v biološke raziskave vrne z 10 milijardni povračila. Oni imajo sicer nekaj plina tam, ampak ne vem, če ga niso celo izvzeli iz te kalkulacije. Če se zdi to pretiravanje, je USGS že to sprav ameriški biološki zavod že pred leti ocenjeval samo vložek v sodobno biološko karto, da se povrača družbi z 25-40 kratnikom. Tukaj je en primer, kjer se je to točno šlo. Verjetno vsi poznate avtocesto Razdrto, Vipavska dolina, ki v dobršnem delu svoje družine leze po hribu navzdol. In paradoks je tukaj, da pravzaprav raziskave na sami trasi sploh niso bile narejene slabo. Problem je to, da se ni upoštevali širšega geološkega znanja, ki sega nekoliko ven iz trase in pravzaprav zelo mejni strošek, zelo mejnim naporom lahko odgovorilo takrat načrtovalcem, ne gledajo vendar na kraško stran, kjer je bila že itak tudi ena od opcij za gradnjo. Tudi to je eno od vprašanja, se splača vlagati in upoštevati. Tole je bilo pred 5 let, 6 leti že, ko se boste morda spomnili, ko pa cementarni trdove zasuli na avtomobile. Padlo je točno iz dela, ki je ena od teh prvih kart bioloških nevarnosti, ki je bila pri nas narejena v Sloveniji, kazala res rdečo cono in teh cone seveda toliko se morda ne da čisto vsi upoštevati, ampak iz primera v primer se kaže, da so stvari napovedljive in predvidljive. To je tak, verjetno vsem znan diagram vložka naporov in
skozi čas, kaj se nam zgodi z stroški, če ne načrtujemo pravilno. In te raziskave, o katerih zdaj govorim, pridejo v prvo fazo. Pravo odločanje in pravo načrtovanje mora biti v začetku narejeno, zato da potem stroški in napori skozi čas napadajo in rastejo. Zdaj tukaj smo že pokazali nekih geoloških pogojenih nevarnostih. Jaz sem nekaj malega spregovoril o plazovih, vodovih in zemeljskih plazovih in o potresih, ker so mi malo bolj domači, tukaj se da še o čem govoriti, seveda o onesnaženjih in tako naprej. Bolj kot nadaljevanje smiselnosti vložka v raziskave. Pa tudi nekaj, da se malo pohvalimo, kaj vse pri nas počnemo. Kaj je ozadje tektonika plošč, vsega, kar se nam dogaja na zemljini površini. In tukaj je ta glavna razdelitev našega planeta na te glavne plošče, kot bi videli avtor, tako poenostavil, da se odločil, da pri nas v naših krajih niti ni kakšnih večjih tektonskih kontaktov, pa seveda so. Mi živimo na konvergentnem stiku, se pravi primikajočem se stiku med afriško in evrazijsko ploščo. Afrika leze proti nam, kot veste, in počasi zapira Mediteran. In v tej veliki kolizijski coni se je razvil nekaj manjših tektonskih plošč. In na našem območju, recimo, da se stikajo tako v širšem smislu evrazijska, jadranska plošča in košček, ki mi rečemo panonska litosfera, pa bi lahko verjetno to tudi oporekal na te razdelitvi. Kaj se dogaja? Z polom tam nekje v zahodnih Alpah se jadranska plošča vrti s hitrostjo približno 1 stopinjo na 3 milijone let. Na drugi strani imamo pa evrazijsko ploščo, ki v tem primeru obravnavamo kot stabilno, kar pomeni, da tukaj se vidijo vektorji hitrosti na levi strani, ki se počasi, ali so pravzaprav hitro, počasi na slovenskem ozemlju zmanjšujejo, skrajšujejo. Se pravi, hitrosti, ki so tam nekje v jugozahodni Sloveniji, nekako 2, mogoče celo več 3 mm na leto v horizontalni smeri, se pravi, glede na teoretično stabilno stacionarno evropsko ploščo, se zahodni del Slovenije pomika proti severu za 2 do 3 mm. Z drugim besedam, Slovenija se krči za 2 do 3 mm, pa milimetri za 2 leta. Kako se to odraža? Odraža se v povečanih napetostih, kar je na levi, desni sliki. Vidno, ta rumena, rdeča polja so tam, ker se pravzaprav hitrosti hitro zmanjšujejo, in zato se povečujejo napetosti v zemljini skorji, kar seveda že vidimo, kam vodi. V stiskanju, ki se odraža potem v gubanju, v prelamanju. Tukaj manjka še en stil prevladujočih prelomov v Sloveniji. Eni so narivni, k stiskanju zraven grejo pa tudi zmični prelomi, se pravi prelomi, v katerih se dve plošči usporedno premikata mimo druge. To je geologija, prosim, stran pogledajte, no. To je zanimiva slika, ki pa ne drži čisto, je pa zanimiva zato. Gre za en nivelmanski vlak, se pravi za geodetski posnetek, ponovljeni geodetski posnetek višin vzdolž goriške proge iz Gorice preko Bohinjskega tunela na Gorenjsko. In spremembo, ki se je zgodila v, mislim, da je bil določen časovno dobe 25 let, če se ne motim, že nekaj časa od tega, kar smo to naredili. In se hudo, se pravi razlika preračunana v vertikalne premike, je pokazalo, da se tukaj nekje
na alpski meji hitrost dviganja povečal za tam 2 do 3 mm na leto. Zakaj sem rekel, da je bilo stran pogledati, ker te številke so malo visoke. Forma je odlična, tudi potem, ko smo čez Kraški rov to zadevo isto potegnili, se odlično ujema z konturami, kjer bi mi pričakovali spremembo hitrosti premikanja, številke so pa malo velike. Zanimivo je pa zato, ker ko smo začenjali delati z geodeti, vsaj ta ekipa, ki jo jaz poznam, se je takrat ni bil začetek sveta, ampak smo imeli kar nekaj zadreg pri sodelovanju, ker so nekako trdno stali na tem konceptu, na stališču geodetskem stacionarnega sveta, kjer bi morale se zanke, ki jih ponoviš vsakič znova, enako izid, in so vedno znova razmišljali o napakah. Zakaj napaka? Zakaj po 20 letih zanka se ne izide? Medtem ko zdaj, po recimo 20 letih, zelo glasno in jasno govorijo o časovnem modelu. Ugotovili so tudi, da se Slovenija teh nekaj milimetrov na leto krči in da koordinatni sistem ni stacionarni. Na dolgem časovnem obdobju gre 2 mm na leto na 2 cm v 10 letih in na 20 stotih, to je že nekaj, kar je mogoče že kak sosedski spor. To je zanimiv razvoj, kako se stroka od stroke učimo. Mi smo se pa tudi od geodetov, moram reči, predvsem učimo. Seveda je Zemlja je naravni sistem, največji naravni sistem v našem planetu in se hoče izravnati. In ker se Alpe tako hitro dvigajo, kar hitro, imamo kup podorov, plesov, drobirskih tokov, to je Mlok pod Mangatom, naš največji v zadnjih 10 letih, ki je bil seveda tudi tragičen. Je pa tudi pokazal na človeški koncept in te neznanja in želje po osvajanju prostorov in pozabljanju nekih informacij, ki jih že imamo, zato ker nam je ena želja, ker nam je ena zemlja tako všeč. Mlok pod Mangatom ima dolgo zgodovino podobnih dogodkov, ki ni iz prazgodovine. Nenazadnje, lahko od teh dveh črt sledimo zaporedne, ponavljajoče, prikrivljajoče se vršaje, ki se jih da do neke mere celo v času definirati. Vemo za enega tudi, da je bil, mislim, da v 17. stoletju, ki je dokumentiran, pisnik vedi celo, ki je zasul celotno vas. Nenazadnje pa tudi zelo jasen dokaz tega, da imamo nekje staro pokrajino, nekje mlado pokrajino, da na spodnjem delu na vršajo lije religije, ker je pač vsak znova bilo prekrito z nekim šodrom in celo tam je bilo zapisano. To je bil dan, ko je bil v Logu samo šodr. In tako je opisan tisti dogodek, ki se je lahko napovemo, precej dobro lahko napovemo, ne kdaj se bodo podori zgodili in plazovi, ampak kje pa se bodo, pa že sorazmerno dobro ali pa zelo dobro znamo, s kombinacijo pač raznih naravnih faktorjev, ki jih je treba pri tem upoštevati, da dobimo potem eno karto susceptibilnosti ali pa nagnjenosti njenega območja k nastanku teh pojavov masnega premikanja, razno. Bolj ko smo natančni, bolj smo lahko natančni pri napovedi, lahko gremo tudi do parcele natančno pravzaprav do neke mere, precej uporabne so tudi te ocene, ki so bile narejene prve pri nas, že kar leta nazaj, ki pa daje nek regionalni pregled. Ta je natančen do svoje, natanko toliko, kot je natančno merilo, to je 550 000, ampak že to pove, kje bomo imeli več težav, ko bomo delali avtoceste, kje bomo imeli več težav, ko bomo delali dela. In že na tem nivoju se da kaj iz njih razbrati. Na povečanem pa čisto nič, pozor, merilo uporabe kart je zelo pomembna stvar in bomo to nekaj več kasneje še rekel.
Kako pa 6 časa? 15 minut. Ena stvar, kjer smo naredili velik premik naprej, je pa poznavanje potresne nevarnosti v Sloveniji v zadnjem letu. Tukaj je obširna ekipa geologov, seizmologov sodelovala, nekako zbirala vse, kar je do zdaj bilo zbranega, vse, kar se je dalo v en neposredno uporaben produkt, ki ga bomo videli kasneje, kar je novo karto potresne nevarnosti. Začeli se s karto aktivnih prilomov, razumevanjem dinamike, kinematike našega prostora, ki sem že prej v bistvu predstavil na kratko, in s definiranjem, to je pa velika novost, prelomnih potresnih virov. Zdaj, vsi ste že slišali za prelome. Prelom je neka diskontinuiteta v zemljini skori, ki je enkrat nastala zaradi tlačnih pritiskov. Bistvena razlika preloma, ki ga vidimo nekje v severni steni Triglava, pa aktivnega preloma je pa, da je aktivni prelom danes in aktiven. In ga moramo obravnavati kot nekaj, kar lahko povzroča danes težave. In zaradi nerazumevanja te velikanske razlike moram pogosto odgovarjati na kakšno vprašanje, na katero morda ne bo treba. Aktiven prelom je lahko seizmogen vir, star prelom načeloma. Torej, določili smo točno, kateri so tisti glavni prelomi, ki bi lahko v prihodnosti povzročali potrese v Sloveniji. Določili smo tudi nekatere, ker se ponekod, ali pa zaradi varnosti, ker se ponekod nekaterih prelomov vemo, da jih ne poznamo, vemo, da jih ne bomo naredili. Smo nekatere območja določili tudi po seizmogene cone. In potem to seizmologi skombinirali v novo karto potresne nevarnosti. To je stara karta potresne nevarnosti, ta je temeljila samo na historični seizmičnosti. Se pravi, na seizmičnosti, ki jo poznamo iz zgodovinskih virov, pisanih virov, nekaj malega zadnjih 100 let, pa tudi iz instrumentov. Ampak to, če vemo, da imajo prelomi ali potresi povratno dobo 1000 let, 10 000 let, za gradbeništvo nas zanima 475 let, recimo. So ti viri enostavno prekratki. Ni dovolj, da bi mi dovolj dobro poznali potresno nevarnost na območju. Zato je treba to skombinirati z geologijo in upoštevati geološko znanje. In tako je nastala nova karta, ki ni revolucionarno drugačna, pa vendar po svoji vsebini in izhodiščih revolucionarno drugačna od prejšnje. Bolj uporabna in bo zagotavljala varnejšo gradnjo. Ravno danes sem izvedel, tam piše še veljavna, se je še veljavna, da bo s 1. majem dobila nova karta potresne nevarnosti uradni status in bo v naslednjih 2 letih, če sem prav razumel, lahko uporabljena skupaj s staro, potem bo pa zamenjala staro. Potem pa, kako smo prišli do takega paketa informacij. Brez kakšnega sistematičnega dolgoročnega financiranja tega velikanskega paketa znanja, ki ga je treba noter vključiti, kar je seveda tudi vse normalno. Mislim, je bil celo v tem primeru, to je smrtni primer, zato je tudi seveda se odpeljal. Je bil ta del, recimo temu kompilacije, nekih dodatnih raziskav, nečesa, kar je treba pripeljači v sistem, je bilo financirano in tudi dolgoročno. Ministrstvo za okolje in prostor ASO je imelo velik interes, da se ta zadeva naredi. Je bil to tudi dolgoročen, ne pa velik projekt, ampak projekt, ki je zagotavljal sestavljanje v nek smiselni produkt. Z široko sodelovanje s seizmologi, gradbeniki, geodeti, v glavnem tukaj je bilo zelo odprto sodelovanje. Potem pa tam, kjer smo zelo pomembno delali svoje obrti, smo se pa naučili pri pripravi na gradnjo zahtevnih infrastrukturnih objektov, pa bi na primeru tega, na primeru Krške kotline in nuklearke, kjer je vprašanje seizmične varnosti zelo izraženo, zelo
tudi javno izpostavljeno in pričakujemo, da bo tudi v prihodnosti še. Rad povedal o parih teh osnovnih principih, ki se uporabljajo pri seizmoloških in geoloških paleopotresnih raziskavah. Kako zbiramo znanje, ki se ga da potem spraviti v karto potresne nevarnosti, na oceno potresne nevarnosti na določenem območju. Tole je presek čez Krško kotlino. Tam na sredini je elektrarna, zadeva je schematska, namenjena pa temu, da razumemo, kaj se da, kako določimo zadevo. Tukaj imamo na levi strani en aktivni prelom, recimo, potresni vir, na katerem se je zgodil potres, oziroma se lahko zgodi potres. Mi ga moramo poiskati in definirati. Malo se šel v napačno smer. Dve stvari mi raziskujemo. Eno je potresna nevarnost, se pravi potresno nihanje možno na nekem objektu. Drugo je pa zmožnost preloma. Pogrem nazaj na zmožnost. Kaj je zmožnost preloma? To je nekaj, kar pri nas pravzaprav ni zelo znano, tam na bolj potresnih območjih pa zelo. Zmožni prelom je tisti, ki je sposoben, ki pride do zemljenega površja, na katerem se v potresu zgodi premik, ki ga bomo pravzaprav videli na površju. To ni tako nemogoča stvar, v Petrini je bilo kar nekaj teh premikov, v Sloveniji jih pravzaprav ne poznamo aktualnih, pa je najverjetneje to zato, ker jih nismo odkrili. V bolj seizmičnih območjih je pa to neka rutina, to so prelomi, ki imajo tudi po večmetrske škarpe ob enem potresu od njih nastrani. Sprav, pa se premaknejo ceste, poznate slike iz Kalifornije, iz preloma Svetega Andreja, ki je zmični. Potem imamo anatolijski prelom, ki ima sicer tudi zmično, imamo velike reverzne cone in so tudi, mislim, 7-metrski premiki ob enem in zadnjem anatolijskem potresu nastajajo in ostajajo tam, škarpa nastajajo. To nas zanima, to je veliko vprašanje. Ali imamo nekje v okolici zmožnosti. Tisto, kar je bolj širše uporabno in kar nas pa primarno zanima pravzaprav tudi, je pa kako bo določen potres, hipotetičen, ki se bo nekje zgodil na enem prelomu, za katerega smo ugotovili, da je potencialno aktiven ali pa aktiven, kako bo vplival na objekt, za katerega treba izračunati seizmično obremenitev. No, karakterizirati moramo ta vir, moramo ugotoviti, kakšna je njegova geometrija, kakšen je možen potres na njemu, ampak ta vir je lahko 100 km stran. Zato moramo uporabiti izračun, ki se mu reče ground motion prediction, izračun prenosa vibracij od vira do objekta, ki nas zanima, in izračunati na objektu, kakšno bo potresno nihanje ob takem morebitnem potresu. In to je vaja, ki jo je treba narediti in za katero treba pravzaprav celotno znanje vključiti. Tukaj ni samo želja, tukaj je tudi regulativa, ki pravzaprav zelo in kup revizorjev in nadzornikov, ki vrtajo v to, a si resnično uporabil vse znanje in si naredil vse vaje, ki je za to odvrne. Zato gre za vaje, tiste najbolj obvezne vsebine, ki jih treba upraviti. Kartiranje geološko, geofizikalne raziskave, skratka, v podzemno pogledati, ni površina, na površju samo dovolj. Ena precej spektakularna stvar, ki jo imamo zelo radi, ker se vidi, so paleoseizmološki jarki, to je, če se spomnimo prej tistih zmožnih prelomov, iščemo prelome, ki so v bližnji geološki zgodovini pustili sled blizu površine Zemlje. Kaj to pomeni? Tukaj imamo, kot veste, v Zemlji skorja sestavljene iz plasti, ki če niso pomešane, se ponovadi starejši spodaj, mlajši na vrhu. In če vidimo nek prelom, da seka stare plasti, potem da pokrit z mladimi, ki niso premaknjene, vemo, kdaj je bil zadnji črti. In to je najbolj podroben koncept paleoseizmologije, iskanje starosti bivših potresov. In tukaj smo, ker so metode datiranja posameznih kamnin vse boljše, smo pri tem lahko resnično vse bolj natančni. Tukaj recimo je šlo za prelom, ki je bil aktivni v miocenu.
odplesnicena naklekanja. In tako po definiciji aktivnosti, ki jo v naših krajih uporabljamo, to ni več aktivni prelom. Nek konsens je, da uporabljamo za aktivni prelom in neaktivni prelom za tiste prelome, ki so bili aktivni v plesniceno ali pesem. Potem smo spet karakterizirali potresne vire in to vse skupaj zmešali v neke, v en velik računalnik, ki je naredil vaja, ki se mu reče probabilistična ocena potresne nevarnosti, kaj to pomeni. Noter namečemo vse opcije, vse interpretacije, ki imajo, kako se reče, tehnični defensive, ki so tehnično obranljive, ki niso čisti iz zraka potegnjene in damo določene uteži. In vse te opcije, mislim, da smo imeli v najvišji izvedbi 6 milijonov iteracij raznih potem drevesov. In na koncu pride ven ena številka, če malo enostavno, v deležu zemeljskega pospeška, ki bo deležen objekt, ki na Zemlji. Seveda veliko več od tega so spektri, kakšni bodo pospeški v različnih frekvencah in tako naprej. Ampak tisti najbolj da se ga res zreducirati na eno številko. No, tako kot ena tista Baltazarjeva mašina, ki melje na koncu eno vrtnico. In sam še zaključek tarnanja, kako naprej v Sloveniji, da bomo vse to znanje, ki ga nedvomno je veliko, lahko začeli bogatiti, ga spravljati na kup in uporabljati, da ne bomo odvisni od prijateljstva kolegov. Na srečo scena, ki se ukvarja z biologijo ali sorodnimi znanostmi, pri nas precej majhna in se da marsikaj dogovoriti, ampak to ni način, na katerega lahko računamo nek velik razvoj. Stvari morajo biti javno dostopne in spravljene v enkrat v digitalni dvojček, vsaj pod površjo Slovenije. V geološko karto, ki je včasih tradicionalno taka, ena pregledna karta, v geološki model, tridimenzionalni, z vsemi novimi orodji. Še vendar, jaz sem preveč morda dajal poudarka tehnološkim konceptom, novim metodam, podpori razvoja infrastrukture, ampak to je temelj za geološko znanje. Spraviti vse klasične znanja, geološko kartiranje, stratigrafijo, paleontologijo, analizo reliefa, geofiziko, analizo vrtin, petrologijo, vsa ta znanja se treba postaviti v en paket, ki se mu reče v prihodnosti upamo, da digitalni dvojček in ga uporabljati na prav način. Še tole opozorilo bi rad dal. Geološki modeli, geološke karte imajo svoj namen, ki je povezan z merilom, v katerem so narejene. In ta izdelek, ko sem naprej pokazal, osnovna geološka karta, ki je naša sreča in žalost. Sreča zato, ker so razmerno dobri, je dobro, da svoje čase je odlično. Žalost pa zato, ker tisočkrat slišimo, zakaj rabite geološko karto, vse že imamo. In ta karta ni bila namenjena gradnji infrastrukture. In potem se nam dogaja to. En gradbenik veselo vzame OGK, ko jo včasih še na fotokopirci, ko se enkrat, dvakrat, trikrat, 10krat poveča in na njo nariše karto, cesto, ki je tanjša od prelomov, ki so se zdaj povečali s fotokopiranjem. In pravi, potem pa seveda ugotovi, da je karta za nič, ti si zgodovija, nemaš kaj pomagati. Niso namenjene povečevanju karte. To je primer, kaj se je zgodilo v projektiranju Suha dole, kjer je na srečo projektant v začetku ugotovil, da tam je ena resna možnost za kakšen aktiven prelom in je naročil za, seveda, to so zneski denarja, ki so trivialni, glede na gradnjo, nič. In je bil dovolj razumen, da je bil pripravljen pregrado v času projektiranja premakniti za nekaj 100 metrov. Mimogrede,
tisti, ki poznate tiste kraje, Zidani most, Hrastnik, to niso ravno Alpe, ampak tam je tektonika hudiča, tam je vse tako strmo, tam bomo še kaj slišali. Torej, kaj bi radi naredili, uredili stanje v Sloveniji, naredili javn, prosto dostopen, kakovosten, civilni zunanji model, v katerega bomo spravljali vse svoje podatke in nismo čisto na začetku. V Sloveniji že teče, je že aktiven portal, ki se mu reče e-geologija. Na njem je en modul, ki se mu reče e-vrtine. V njem je, ne bom povedal koliko, zato ker jih ne smemo še dati ven, ker nimamo pravic, spet imamo ta problem. Javnih je, mislim, da 3000 vrtin, javno dostopnih. Cel paket, ki smo jo zajeli, nekaj dovezanstva in čakamo, da bomo dobili neko zakonodajno ozadje, da ga lahko sprostimo, je to bistveno več. In res si želimo, da bo šel ven v javnost in v uporabo. In drugo je portal, znotraj portala e-geologija, ki vas resnično, za katerega vas vabim, da ga obiščete, vsak dan je boljši, vsak dan je obširnejši, povezuje se z novimi repozitoriji. Kot veste, tisti, ki delate v znanosti, obvezni smo svoje, ne samo članke, ampak tudi podatke, na katerih smo svoje objave naredili po novem, pa ne več po novem, objavljati javno. Če pa še ne, pa še bomo. In zato povezujemo vse te sistemi med sebojno, da se bodo članki, podatki in ti naši portali, da bodo med seboj prijateljevali. Hvala za pozornost. Če še ima kdo moči z veseljem, da govorim, če nekaj